Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer smo danes brali Evangelij po Mateju, 5. poglavje, tja do 6. poglavja 4. vrstice. Gre torej za 6. premišljevanje iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom. Preprosto povedano gre za govor na gori. Matjaž, to je nekako eden najbolj znanih pasosov Svetega pisma. Veliko teh besed, ki jih je Jezus tukaj izrekel, je prešlo tudi v neko splošno kulturno rabo, kot kakšni pregovori. In dajmo pogledati, mislim, ogromno je zadev tukaj noter, tako da dajva malo iz velikega plana pogledati, kaj je poanta tega govora na gori, tukaj pri Mateju. Ja, poglejmo prav v Mateju, kako to spada v Mateju evangelij. Prejšnjič smo brali ravno to, kako je Jezus začel razglašati Božje kraljestvo in nastopil. No, in potem, kar Matej naredi, je to, da tukaj zbere dejansko verjetno več Jezusovih govorov v en daljši govor, kjer so zbrani recimo vse stvari na to temo. Ne. Vidimo recimo pri Luku, vidimo isti material, ki je pa na več mestih. Recimo, ne. Tukaj Matej pa prav zbral, da ona smo v bistvu pravili polovico tega. Ja. Je to pogled večkrat 6., potem še celo 6., 7., kjer je ta Jezusov razglas na gori, ne, se pravi nauk ali pa, ne, kot se reče. Ne. In, Ustava Božjega kraljestva. Ustava, no ja, na to se moramo navezati. Prejšnjič smo končali s tem, da je Jezus rekel, Božje kraljestvo se je približalo. Zdaj pa kaj to je? Tako, in zdaj pravzaprav Jezus tukaj naredi točno manifest, če bi tako lahko rekel. Ne. In sploh so tele, tako imenovani blagri, ne, s katerimi začne Matej, ne, so tak udaren povzetek, kaj sploh je Božje kraljestvo, k komu gre, kaj so vrednote Božjega kraljestva. Tukaj takoj vidimo, da je Jezus vse naše predstave postavil na glavo. Naprimer, kdo so ubogi v duhu? No? Mislim, to se pa zapletemo tokrat. Ja, to je problem prevoda. Ne? To so tako kot je v izvirniku, to pomeni ljudje, ki ravno zaradi tega, ker so v stiku z Božjim duhom, se zavedajo svojega bede. Ja, svoje bede. In se pravi, to so te, ki dejansko, ki jim Božji duh pokaže, da je to stanje, v katerem je Božje ljudstvo, recimo tukaj Izrael, da je stanje bede in zato, ampak obenem pa pričakujejo. Ne, to vsi te stavki jih lahko najdemo nekje v neki obliki pri kakšnem preroku ali pa kakšnem psalmu. Jezus tukaj z eno neizmerno mojstrsko res žilico potegne skupaj staro zavezo. In tukaj se pravi vsi Izraelci, ki so to slišali, to so bile same besede, ki so jih oni poznali. Tako. In Jezus že sam na način, kako to govori, pravzaprav kaže, jaz zdaj povzemam staro zavezo. Vse obljube se zdaj izpolnjujejo, tako kot je prav za Božje kraljestvo, ker Božje kraljestvo je izpolnitev vseh obljub, kot so govorili proroki, Mojzes, psalmi in tako naprej. Tako, recimo, primer tega, kako Jezus naše vrednote obrne na glavo, ne, je tale vrstica, ki pravi blagor žalujočim. Če bi malo, recimo, tako naravno spravili, bi rekli, srečni so tisti, ki so žalostni. Ne. To je čisto kakšen... To se sliši paradoksno, ampak v bistvu ni to zelo paradoksno. Zakaj? Ne? Jezus pravi, tisti, ki vam ne paše v tem svetu, ki vidite, da vam tako, kot ta svet gre z vrednotami, z človeškim egoizmom, s krivičnostjo, kot le vlada, s tiranijo, kot le vlada, tisti, ki vam tole ne paše, za tiste vam je zdaj dobro novico. Prihaja Božje in tem bo dober. Tem bo zdaj res dober, zato ker prihaja Božja vladavina in isto je potem naprej žejni, lačni pravičnosti, a ne? In potem spet te, ki delajo mir, ne, ki ustvarjajo mir. Spet tukaj moramo se spomniti bogatstvo te besede mir v Svetem pismu, šalom. Ne. To je v bistvu prostor odrešenja, to je prostor sprave med vsemi ljudmi in med Bogom in človekom. Ne. To je Božje, zato te, ki to ustvarjajo, so Božji otroci, nič manj. Ne. In potem vmes smo seveda potem to strašno izjavo, blagor čistim v srcu, ker bo gledali Boga. Ne. Tukaj gre pa Jezus še malo naprej od stare zaveze, oziroma morda namiguje, tukaj se bo zgodilo to, kar se je zgodilo na Sinaju. Takrat je Izrael zbran ob gori, videl, ni glih Boga videl direktno, pa saj videl ogenj, pa slišal je glas. Ne? In
In zdaj, in to potem, kar Jezus potem naprej naredi v tem govoru na gori, je točno to. Reče, oni so slišali, ne, jaz pa vam to pravim. Ne. Morda Jezus prav na to reče, oni so takrat zbrani ob gori slišali od Boga to pa to pa to pa to. Jaz pravim, ja, ampak še več. Ne. To je potem, s tem potem Jezus nadaljuje. Slišali ste, da je bilo stari. Slišali ste, ker zanimivo je, reče slišali ste, ne reče prebrali ste, ker to je tudi zapisano v stari zavezi, ampak le on prav hoče reči ne. Skupnost je slišala tole, od živega Boga, živa skupnost je slišala to besedo, jaz pa zdaj tako pravim. Se pravi radikalizacija vsega, kar je bilo takrat rečeno. Ja. Vmes imamo pa še tole o soli in luči, kako Jezus... Tako se mi zdi, no, da nekako čist za nas govori, za nas kristjane danes, zahodne kristjane predvsem. Ja, dopušča možnost zahodnega krščanstva. Če se so spridje, pogovari, čim se osoli. Ja, to je opozorilo, ja. To se mi vidi, recimo... Tle moramo zdaj vedeti, kaj mišljam s to soljo pa s to lučjo. Vi ste ambasada kraljestva. To je zdaj to. Na ta način boste vi sol. Če boste vi zvesta ambasada, ki živi ven iz teh vrednot, ki sem jih jaz razglasil, ki so človeško nore, ampak pri Bogu so pa dragocene in štejejo. Ljudje, ki se zavedajo svoje bede, ljudje, ki so krotki, ki so nenasilni. Tukaj, ta beseda krotek se tako sliši, to je nenasilnega človeka, ki ve, da se z nasiljem nič ne da. Ki ne plane na vsako vabo. In tem bo dano zemlja nekega dne, tem bodo postali lastniki vsega sveta, vsega, kar je Bog ustvaril. No in vi zdaj, jaz se obrnem na svoje učence, prav, vi ste ta sol, vi ste ta luč, ki s tem, ki te dobre stvari delate, sijete v svet in na ta način se razodeva oče, se razodeva, da bo na ta način bo prišlo od tega, da bo začel slaviti Boga, ki na ta način ozdravlja zdaj svet, prek Mesija, ki je nastopil. No in ja, potem pa sledi naslednji tale odlomek, kjer se Jezus začne v bistvu ukvarjati s tem, kaj je bilo prej, pa kaj je zdaj. On se jasno postavi, tole, kar jaz zdaj govorim, ne ukinja postave. Pravzaprav, kot sam pokažejo, radikaliziram. Zato najprej reče, ne misli, da sem jaz prišel ukiniti. Ne, sploh ne. Prišel sem izpolniti, oziroma dopolniti, oboje pomeni beseda. In dopolnjujejo s tem, kar jo radikalizira, izpolnijo pa seveda sam svojim življenjem. Ja, glih to mi je zanimivo. Recimo tukaj ima tudi pol ene zelo take hude, da bo redko kdo recimo sploh lahko to izpolnil. A veš, recimo, zanimivo je to, kdor bo kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. To mi je zanimivo. Se pravi, boš še zmeraj dopušča, da tudi tisti, ki bo kršil, pa čeprav je ta učitelj. Tale kršil je lahko pomeni bolj tudi v smislu razglasu za neveljavno, razveljavno. Ja, ni tako zelo jasno, a ti osebno kršiš, ali ti razglašaš za neveljavno. No, ampak že če gre recimo na tole, če vaša pravičnost ne bo večja kot pravičnost. Se pravi, tukaj se mi zdi, da moramo mi narediti tisto temeljni prehod naše paradigme. Ker recimo, kakšna je bila pravičnost farizejev in pismoukov? Se mi zdi, da je bila čist zgrajena na meni, na mojem egu, na mojih dosežkih, na mojih delih. Jaz moram izpolnjevati vse te zahteve in tako naprej. Se mi zdi, da tukaj res Jezus zanaraš, gre v to totalno radikalizacijo. Mislim, ok, sorry, jaz sem že bratu velikrat rekel, da je norc. Pa še zmer upam, da ne bom obsojen na peklensko dolino ognja. Mislim, res, Se mi zdi, da tukaj res se moramo zavedati, kaj je Jezus tle prišel narediti. Mislim, da tukaj poanto vidim tukaj v tej ponižnosti, v tej neosredinjenosti nase in na svoje izpolnjevanje zapovedi, ampak na njega, ki je pa to izpolnil. Ne vem, kako to komentiraš? Jaz s tem se globoko strinjam. Če gremo podrobno res brati te stvari, se nujno nekje pojavi to vprašanje, pa a to sploh lahko. Ker recimo imamo na koncu petega pogleda to, bodite popolni, tako kot je popoln nebeški oče. Če bi se nekako radi prešvercali skozi druge te stvari, sej mi bo to znesel, tega bi jaz ne vprašal, kako bi ti mu pa tole znesel. In tukaj nas Jezus
postal, po mojem, do tiste točke, kjer nekje drugje pol v evangeliju reče, ne, pri ljudeh to ni mogoče, ne, Ja. ampak pri Bogu pa je. Ne. In to je zdaj, se pravi, vse te drastične stvari, se pravi, če na kratko povzamemo, no, se pravi, imamo tukaj, da se ne jezimo. Ne, da smo v tem smislu miroljubni. Potem imamo, da ne prešuštvujemo, da to blazno resno vzamemo. Niti z mislimi. Potem, da smo radikalno zvesti v zakonskem odnosu in tudi sicer. Da ne prisegamo, da pazimo na svoje besede. Ja. Ne, da se ne maščujemo, ne, in potem, da imamo celo ljubezen do sovražnikov. In tukaj pride pol do te popolnosti. Ne. To je zdaj ta Božje želje. Se pravi, kdo lahko to izpolni? Bog, noben drug. In to je Jezus jasno pripelje do tega. To lahko izpolne samo tisti, ki ima Božjo naravo. Tukaj seveda v tem samem tekstu ne dobimo odgovora, kako to lahko človek izpolni. Dobimo ga pa pozneje, v Novi zavezi. Ne. Dobimo ga, če ne druge tam, kjer prav Sveti Duh bo prišel na vas in boste moje priče. In potem Pavel sam, recimo v pismih, potrdi, sad duha pa je ljubezen, mir, veselje in tako naprej. Vse te stvari, ki jih Jezus tukaj postavil kot zakon Božjega kraljestva, ta radikalna ljubezen, ta radikalna pripravljenost, da se žrtvuješ za drugega, ta radikalna osvobojenost od samega sebe, kako si rekel, Ja. ne, da nisi več ti tisti, ki izvršuje, ampak da pustiš, da Bog pride z ljubeznijo, z močjo in ti on omogoči, da ta dobra dela, ne, Ja, da jih da Bog jih sam sploh Bog udejanja dela, ne. prek tebe. Mene je dober en citat, ki pravi, ne, krščansko življenje je nemogoče živeti, če ga živiš s svojimi močmi. Ne. Tako je. In ga lahko samo tako, da pustiš Bogu, da deluje in da živi po tebi. In se mi zdi, da tukaj je ena taka lekcija tudi za nas, kristjane tle v Sloveniji. Se mi zdi, da smo prevečkrat, vsaj tisti, ki se trudimo živeti dobro, recimo smo prevečkrat sužni teh naših želja in teh naših hotenj, da bi bili pa res zdaj z nekimi lastnimi močmi, z lastnim trudom v vsem popolni. Ne. To se mi zdi je čist nemogoče. No, ampak dobra novica pa vse je, to je možno. Ne? Ja. To spet Ja. ni samo tisti nekaj, kar nas Neki moglo visok ustaviti. ideal, ne. Ja, to je dejansko realna moč Božjega kraljestva. To, da je Jezus te stvari tukaj tako postavil, pomeni, da jih misli resno. In da pomeni, da misli resno, da mi ljudje taki, kot smo, nepopolni, da so mi napakami, da lahko tako živimo. To je dobra novica in moč evangelija. Seveda pa ne iz svoje moči. In ne iz svoje zmožnosti. Tako. Iz tega, da se pridružimo Mesiju. Okay. Fajn, hvala.